Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Upokojitev sodi med pomembne prelomnice v življenju slehernega. Da pa je lahko življenje v tretjem obdobju zanimivo, veselo in polno novih izzivov, trdijo člani Društva upokojencev iz Idrije. Predsednico tega društva, Vanjo Leskovec, lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Povejte nam, gospa Vanja, kaj pravzaprav povezuje upokojence v vašem društvu? Ja, to, kar ste pravkar povedali. To se pravi, da bi tudi v tretjem življenjskem obdobju, to se pravi, ko nehamo delati, ko se neha tista dnevna obveznost iti v službo, da tudi takrat preživimo nekako kvalitetno naš čas, ki nam še preostane. V društvu imate več programov. Eden najpomembnejših je najbrž ta starejši za starejše. Zakaj pravzaprav gre? Ja, starejši za starejše skrbimo najpravzaprav za naše starejše oziroma tisti, ki smo nekako bolj pri močeh, da skrbimo za tiste, ki so manj pri močeh. Ta projekt je star 14 let. To je bilo nekako spodbujeno iz strani države, ustanovilo oziroma predstavljen je bil projekt Starejši za starejše, v katerega so se pač vključila društva upokojencev in Idrija je bila med prvimi teh ustanoviteljev. Privabili smo številne, oziroma jaz takrat še nisem bila, so številne prostovoljce, ki so bili pripravljeni delati na tem, da bi starejšim, ki so bolj onemogli, ki so osamljeni, da bi jim polepšali življenje oziroma pač še čas, ki jim preostane. To je skupina 80+. 80+, oziroma ne, to je bilo kar skupina 70+ takrat. Mislim, pred tolikimi leti, pred 14 leti se je ta starostna meja kar nekako povečala in takrat je bilo pač 70 leta starosti se je že smatralo, da so pač ljudje stari. No in takrat se je štartalo iz tega, da se pač nekako prebivalstvo pogleda, kje so taki problemi, kje so osamljeni ljudje in da se tiste ljudi poskuša z obiski nekako vključiti v to, da se jim pomaga in to so delali prostovoljci in to delajo še danes. Vrsto let je ta projekt vodil Vili Makuc, sedaj ga je zamenjala, nadomestila Marta Pajer-Šemrl. Ona pravzaprav koordinira. Ja, to so koordinatorji, ja, da prav povem. Ona koordinira, ona ima približno, ne vem, kakšnih 20 prostovoljcev. Idrija, Spodnja Idrija, Črni Vrh, Godovič. Tam so pač na terenu prostovoljci, predvsem bolj prostovoljke, ampak tudi prostovoljci delajo. Hodijo po domovih, tam pač, kjer so zaželeni, se pogovarjajo s temi ljudmi, jim pomagajo reševati vsakodnevne probleme, pa z nasveti jim pomagajo, ker je pač velikokrat treba. Skratka, gre za en odnos, da pač te ljudje, ki so nekje bolj osamljeni, se ne čutijo nekje izven družbe. Osamljenost je zelo velik problem pri nekaterih starejših, ne? Seveda je. Nekateri pač so sami, nimajo kakšnih sorodnikov ali podobnega, drugi spet, kjer so mlajši njihovi potomci zaposleni, nimajo časa. Skratka, ljudje živijo predvsem sami. In v taki situaciji jim je pač treba nekako priskočiti na pomoč z nasveti, kakorkoli jim tudi pomagati, se vključiti, kjer je treba. No in zdaj v tem času treba reči, da je to sopotniki, to je dobra ideja. Dobra ideja, to je odlična ideja, kjer je društvo pomagalo poiskati tudi šoferje, prostovoljce. Mislim, da jih je kar enih 27 tukaj teh prostovoljcev, šoferjev, ki so na razpolago, da kadar je potrebno, peljejo te ljudi, pač ali k zdravniku, ali pa tudi po nakupih, kamorkoli pač je potrebno. Seveda, treba je pa razporediti to, ker prvo je zdravje, najprej je obisk zdravnika, potem pridejo pa na pač še druge stvari, ki jih tudi pomagajo oni urediti.
Kar nekaj teh starejših biva v domovih za upokojence, v teh krajih imamo, se pravi, v Idriji, v Črnem vrhu in na Marofu. Kako sodelujete z upravami teh domov? Pridete kdaj s programi tudi do teh starejših v domovih? Seveda. Lepo sodelujemo. S temi bližnjimi društvi oziroma domovi. To se pravi Idrija, Marof, ki je sicer tudi pravzaprav v sestavnem delu Idrije, in pa Črni vrh s temi. K njim naš pevski zbor rad pride, jim zapoje, kaj z njimi skupaj zapoje. No in prejšnja leta, dokler še ni bilo teh omejitev s covidom, smo imeli vsako leto najmanj 2-3 prireditve, take zabavne, mislim za njih zabavne, ne, recimo Pozdrav pomladi, potem je bilo, ne vem, razno druženje in tako dalje, kjer so pač te prebivalci domov prišli, tisti, ki ne morejo ven mislim, ki so tam doma, so jih pripeljali na vozičkih in so se pač razvedrili ob teh dogodkih. Imate dovolj prostovoljcev? Ne, nažalost ne. Jaz bi povabila res vse, ki so kakorkoli pripravljeni pri tem sodelovati, da se nam pridružijo, ker tisti prostovoljci, ki so pred 14 leti, ki so se vključili, niso vsi več pri močeh, da bi to delo upravljali. Nekateri so zboleli in tako se nam je, nekaj smo pridobili novih, ampak res še bi želeli ta krog povečati. Imate odprta vrata za nove sodelavce? Zelo odprta vrata. Seveda tudi ne bojo prišli, če se bojo vključili kar na delo, ne, mislim, imamo usposabljanja. Ta usposabljanja so vodena iz pokrajine republike, tako da je to nekje na strokovnem nivoju, da ljudje, ki pridejo, da se znajo znajti potem pri tem delu. Pomembno področje pri delovanju vašega društva pa so športni programi. Kateri vse? Ja, še kar nekaj jih je. In sicer so prirejeni naši generaciji, našim sposobnostim. Balinanje je za bolj krepke, bolj sposobne. To je tam na balinišču v Idriji. Pikado je za tudi take, ki niso ne vem kako fizično sposobni, pa so še zmeraj, imajo še mirno roko. In sicer imamo prostor v našem društvu, v naših prostorih imamo prav prostor za to, 2-krat na teden vadijo. Potem je prstomet, ne vem, če veste, to je sicer ena beseda, ki jo vsi ne poznamo, ampak plastične ploščice se meče. Balinčki. Balinčki, ja. To se je ponavadi vadilo zunaj, ampak zdaj po zimskem času, pa kadar je slabo vreme, imamo pa prostor v športnem centru. Nam je občina to omogočila. Imate tudi organizirano telovadbo v več krajih? Ja, v Spodnji Idriji in v Idriji. Ja, kar številno je. In sicer je v Spodnji Idriji kar 26 teh gospa oziroma žensk, ki hodijo. V Idriji nas je zdaj že kar 20, smo kar pridne, 2-krat na teden pod strokovnim vodstvom. In mislim, da tiste, ki hodimo, tudi jaz hodim, smo zelo zadovoljne. Se počutimo potem tudi kar malo pomlajene. Mislimo, da smo kar malo bolj vitalne. Ta fizična aktivnost, pripravljenost, to je zdrav življenjski slog, ne? Seveda, mislim, da je to v tem 3. življenjskem obdobju to najbolj pomembno, da ostaneš čim bolj fizično aktiven. Mislim, da je to. Res, tudi glavo je treba imeti nekje bistro, ampak predvsem fizična aktivnost je pomembna. Je Drago Kavčič še mentor? Še je. Še je in mislim, da je on tisti, ki zna zadeve peljati, kot se gre. Aktivni so tudi šahisti, berem v vašem poročilu, in skupina za reševanje križank celo. Ja, tudi. Šahisti so izredni, šahisti organizirajo tudi turnirje, vabijo goste in tako dalje, udeležujejo se, organizirajo v Idriji, to je bilo to srečanje s tem našim idrijskim rojakom pred časom. Pircem, ja. Skratka, šahisti so izredni, res vsa zahvala gre Silvu
Kovač. Silvo Kovač je tista gonilna sila. Strelci so pred leti bili bolj aktivni, sedaj čakate na nov zagon. Ja, pri strelcih nam je eden umrl, ga je COVID pobral in takrat se je zadeva nekako kar zamrla je. Mogoče bomo spet. Mojca Zelenc je strelka, ki jo bomo, upamo, zdaj spet, ki je ostala sama, da jo bomo spet aktivirali. Ona bo nekako to zadevo peljala naprej. Držalo skupino skupaj. Tako. Pomembno področje vašega delovanja so tudi izleti. Zelo radi potujete, spoznavate nove kraje, nove ljudi. Kje vse ste bili v zadnjem obdobju? Sami izleti, to so bili pred COVID-om, je bilo to precej aktualno. Zdaj v zadnjem času, v zadnjem letu, v letu 2000, sta nam pa kar 2 izleta propadla. Mislim, nismo uspeli nabrati dosti interesentov in smo jih morali odpovedati. Tako izlet po Sloveniji in v tujino sta nam odpadla. No, je pa še vedno ostalo letovanje v inozemstvu. Tega se pa kar nekako držimo, kljub temu, da je še kar zahtevno finančno, ampak določena skupina upokojencev vsako leto se še kakšen pridruži, gre letovati v Egipt, Tunizijo, Grčijo, Turčijo, no in letos bo to letovanje v Španiji. Bili ste pa v Turčiji zadnjič, ne? Ja, zadnje leto pa v Turčiji. Sedaj je na vrsti Španija. Združite se tudi v vaših prostorih. Ja. Ko ste zadnjič organizirali tombolo, sem slišal, da je bilo toliko zanimanja, da ni bilo dovolj prostora. Ja, prav res. To je dober podatek. Prav res. In zanimivo, ne vem, kje najdejo naše članice toliko enih stvari, ki jih prinesejo za dobitke. Tombola je sicer brezplačna, ne, pač vsak udeleženec dobi dve tablici zastonj in potem pač tako kot so izžrebane številke, dobijo te dobitke, ki so vsi podarjeni, ki so ne vem, kje jih pač dobijo te naše članice. No. Kar primerno, nič kaj posebnega, ampak vse je dobrodošlo. Dodate še nekaj glasbe, neke postrežbe in cel praznik. Cel praznik, ja. V Cvirkovcu smo zadnjič postregli, seveda. Zaigrala nam je pa Danica Logar na harmoniko. Kako pa je z letovanjem v Izoli? Vsako leto ste hodili v Izolo? Ja. Vsako leto, tudi letos, oziroma konec lanskega leta, v decembru, en teden so preživeli. Pač kopanje, animacije, to se pravi razne igre in tako dalje. In pravijo, da tisti, ki so bili izredno zadovoljni, prišli so kar pomlajeni. Navdušeni. Navdušeni. Pomemben del vašega delovanja v društvu je tudi kultura. Sedaj imate novo poverjenico, Vasilijo Podobnik-Kobav. Imate pevski zbor z novo mlado dirigentko. Kako se znajde? Ja, Vasilija Podobnik-Kobav, ona je pač na področju kulture doma, ni problema, ona to zadevo pelje, bi se reklo, z levo roko. Predvsem se angažira zdaj pri Šinkovčevih dnevih. Tukaj se je društvo vključilo in poskušamo biti aktivni, so avtorji tega dogodka, ki je vsako leto na Vojskem. Tudi letos bomo se že dela na tem. In sicer to gre za pridobitev mladih pesnikov, pa tudi starejših pesnikov, da se pač v spomin na Šinkovca te nekako vključijo. In ta dogodek na Vojskem je res dobro obiskan. No, drugo je pa potem seveda kulturna dejavnost na našem področju. Gre se v domove starejših, kjer se tudi poskuša s temi raznimi kulturnimi dogodki popestriti njihovo življenje. Pevski zbor s svojimi nastopi. Mislim, da je to tudi en lep prispevek k kulturnemu dogajanju. Sicer zadnja leta ni bilo kakšnih nastopov v Idriji, ampak pred COVID-om naj bi praznovali 35-letnico
ampak nam je ta zadeva padla v vodo, no mogoče bomo ob 40-letnici spet to pripravili nek nastop za Idrijo, da se bo naš pevski zbor tudi tam pokazal. Pevski zbor je odprt tudi za nove člane, poveva to, nikoli jih ni preveč. Ne, nikoli jih ni preveč, mislim, da zdaj jih je kar malo majhno število, 16 samo, včasih jih je bilo tudi okrog 30, ampak no, tudi teh 16 je, mislim, da je kar zagnanih. Predvsem z mlado zborovodkinjo so dobili tak zagon, da upam, da bo to kar dobro funkcioniralo. Upokojenci ste pogosto tudi izvedavi, iščete nova znanja. Univerza za tretje življenjsko obdobje je prava oblika za odkrivanje novih svetov, razni krožki. To področje koordinira, usmerja Anisa Makut. Ja, ona kot bivša ravnateljica in sicer sploh delavka na tem pedagoškem področju to zadevo pelje res kot se gre. Organizirane imamo jezikovne krožke, potem je krožek ročnih del, krožek risanja, pa večkrat so delavnice razne, to se pravi, več ur se dobijo v enem dnevu in tam pač izdelujejo razne, ne vem, razne izdelke iz papirja ali pa primerne šopke in tako dalje. Skratka, oblike druženja, kjer nastajajo neki izdelki. Je pa zanimivo to, da so običajno univerze za tretje življenjsko obdobje pri drugih zavodih, pri društvu upokojencev sila redko, ne? V bistvu je to edinstveni primer v Sloveniji. Res je, ampak mislim, da tukaj v Idriji smo pač to zadevo pravzaprav kar posrečeno združili s tem, da ta univerza za tretje življenjsko obdobje deluje v naših prostorih, ima svojo učilnico, potem se je vključila v naše poslovanje, da ji ni treba svojih, mislim, zadev posebej voditi, stroške si nekako delimo in ta zadeva nam kar lepo funkcionira. V vašem poročilu sem prebral, da ste imeli v zadnjem obdobju kar 90 slušateljev. To je veliko. Ja, kar veliko, kar veliko. Največ jih je v jezikovnih krožkih, to je največ. Ampak želeli bi tudi še kaj drugega. Predvsem bi radi pritegnili mlade upokojence, te mlajše, ki so pravkar zaključili z delom, da bi se nam pridružili in prišli s svojimi idejami, kaj bi radi še, kam bi usmerili to naše zanimanje v teh zrelih letih. Stroške za ta projekt Univerza za tretje življenjsko obdobje pokrivate nekaj iz državnih, nekaj iz občinskih virov, večino pa udeleženci prispevajo sami. Ja, nažalost je pač teh sredstev, ki jih dobimo, premalo, da bi bilo možno s tem pokriti stroške mentorjev in morajo ti udeleženci prispevati. Društvo upokojencev ima tudi komisijo za socialna in stanovanjska vprašanja. Zanimivo je to, da imate okrog 30 stanovanj v upravljanju, niste sicer lastniki, saj po Jazbinškovem zakonu so ta stanovanja prišla na državni sklad. Ja. Razpolagate, usmerjate pa stanovanjsko politiko. To pa še zmeraj, to pa še vedno, ja. Ja, takrat je bilo treba pač prenesti ta stanovanja na ta nepremičninski sklad, ki je prevzel upravljanje v fizičnem smislu, a ne v tem, da pač da skrbi nekako za to, kaj bi rekla, vzdrževanje tega premoženja. Mi pa skrbimo za to, oziroma naj bi bili tisti, ki poskrbimo za to, da so ta stanovanja čim bolj pametno porazdeljena, da jih dobijo tisti, ki so najbolj upravičeni. V prvi vrsti upokojenci. Seveda, najprej so namenjeni upokojencem, šele v primeru, da ni interesa med upokojenci, potem pridejo upoštev tudi zunanji, na podlagi razpisa se podeli potem tudi zunanjim, ampak samo za določen čas. In ko ta določen čas poteče, potem spet razpišemo to stanovanje za potrebe upokojencev. V vašem društvu je včlanjenih letos 540 članov. Bilo jih je tudi več v najboljših letih. Ja, tudi okrog 700 jih je bilo pred 10 leti.
Ta COVID kriza zdravstvena vam je nekaj članov tudi žal, jih je umrlo, jih je odnesla. Ja, letos, v zadnjih 2 letih kar 36 naših članov. Kar toliko, ja. Imate tudi v svojih vrstah najstarejšega občana, Ivan Bevk. Ivan Bevk bo v maju praznoval 103. rojstni dan. To je pa kar lepa starost. Se ga boste spomnili? Seveda se ga bomo spomnili, če bo le pripravljen nas sprejeti oziroma ne vem, kakorkoli se nekako vključiti v njegovo praznovanje. Pogled v prihodnost tudi v vašem društvu ni za zanemariti. Najbrž bodo nove sile, nove ideje prinesli mlajši upokojenci. Seveda. Mi bi zelo radi bi vključili mlajše upokojence, ker tam v našem tem upravnem odboru, no pa tudi jaz sem že tista generacija, ki bi morala majčkeno se oddahniti pravzaprav in prenesti te naloge, ki so pred nami malo na mlajše. Zato vabim mlajše upokojence, take, ki so pravkar zaključili z delom, da se nam pridružijo in pridejo z novimi idejami. Ker na vsak način mi to zdaj peljemo, to našo dejavnost iz leta v leto, približno po istih tirnicah. Bilo bi pa zaželjeno, da se tudi kaj spremeni, da se kaj poživi. Imate sekcije tudi v Črnem Vrhu in v Spodnji Idriji, tako da ste blizu ljudem pravzaprav. Ja, in Godoviču tudi. Tudi v Godoviču. Tudi v Godoviču, ja. Tam delujejo predvsem bolj na projektu Starejši za starejše, pač skrbijo za te starejše, za te ljudi, ki so bolj odmaknjeni na podeželju. Spodnja Idrija je pač malo drugačna. Spodnja Idrija je že kar en dober oddelek Idrije. Tam je Laura Kacin, tisti spiritus agens, ki pelje to zadevo. In sicer ona je prostovoljka in tudi koordinatorka pri projektu za starejše. Deluje s Caritasom, tako da skupaj te zadeve peljejo, potem vodi skupino za telovadbo, drži skupaj. Skratka, no, ona je tudi predsednica te komisije za stanovanjska vprašanja in socialne zadeve. Opravili ste redni občni zbor, je bilo kaj posebnega? Pravzaprav nič posebnega, ampak mislim, da je bilo za naše člane to prijetno druženje. Imeli smo kar 3 pevske zbore na tem, mislim, ob tej priliki, ker občni zbor je lahko zelo, kaj bi rekla, suhoparn, no pač tiste formalnosti se speljejo, ljudje dobijo tiste osnovne informacije, ampak važno je druženje in to druženje nam je popestril pevski zbor, naš pevski zbor, mešani pevski zbor. Potem pa je Lada Bizjak, ki je bila pred Vasiljo Podobnik poverjenica za kulturo, ki se je pač lansko leto umaknila, je rekla, da bo pa v zahvalo, ker je dobila tudi priznanje za svoje delo in da se pač nekako poslovi od društva, pripravila lep kulturni program s tem, da je pripeljala 2 pevska zbora, čkonkarska dekleta, mislim, težko je to izgovoriti, pa kanomeljske punce, ki so pod vodstvom Majde Lužnik zapele same take zabavne pesmice, mislim, pripravile res prijeten, zabaven program. In bilo je lepo. Bilo je lepo, Lada Bizjak nam je tudi popestrila z njenim poznavanjem te literature oziroma predvsem pesnikovanja in nam je prebrala določene pesmice in skratka zadeve so, res je bilo lepo. Vanja Leskovec, čestitam vam za odlično vodenje društva, zahvaljujem se vam za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.